Lep pozdrav, sem Marjan Ogorevc. Moja današnja naloga je, da vam razložim, kako si pridobiti več energije za bolj kvalitetnejše življenje. Torej, naloga je kar zahtevna, namreč o tem, kar vam bom jaz na kratko izpredaval danes, o tem v šoli za bioterapevte govorim skoraj celo leto, ne. Tako da ampak kljub temu, da morda se ne bom mogel spuščati na nekaterih področjih zelo na široko, pa imate na voljo, torej na YouTube kanalu mojem imate približno 80 ur predavanj, na katerih zelo natančno, podrobno razložim zadeve in vas tudi vodim v različne načine sproščanja, sprememb vzorcev obnašanja in tako naprej, da se pokrene samozdravljenje, ne. Kako bi sploh definirali energijo, ne? Torej, o energiji je zadnje čase zelo veliko govora. Še 30 let nazaj, ko sem jaz začel, o energijah se ni veliko govorilo, danes pa skoraj vsi govorijo o energiji, ne. Kako pravzaprav začutimo, da imamo dovolj visoko raven energije? Predvsem kot ugodje v telesu. To lahko takoj preizkusimo, namreč vsako zadevo, vsako izkušnjo, vsak dogodek, vse, o čemer razmišljamo, začutimo tudi v telesu in tudi na ravni emocij, čustev. Pa enostavno predlagam, da na trenutek zaprete oči in se spomnite svoje najljubše izkušnje. Izkušnje, v kateri vam je bilo zelo prijetno, ker ste bili vzhičeni, ker ste doživljali neverjetne izkušnje. Bodite pozorni na to, kaj doživljate v telesu. Ugodje v mišicah, predvsem v velikih mišičnih skupinah. Emocije, bodite pozorni na emocije, ki se pojavljajo. Torej, skratka, vse je prijetno. Sedaj pa odprite oči, odklopite in gremo v naslednjo izkušnjo. Naslednja izkušnja pa je, spomnite se neke svoje zelo neprijetne izkušnje. Bodisi da vam je kdo umrl, vas je zapustil, ste imeli nesrečo ali pa karkoli podobnega. Torej, zaprite oči, pojdite v to izkušnjo. Vsaka izkušnja, ki se je kdajkoli zgodila, je memorirana v naši podzavesti. Pa sedaj začutite telo, emocije. Predvsem boste najverjetneje, prvo, kar boste začutili, neko blokado, torej kar naenkrat je telo pasivno, ne čutite tistih mravljinčkov. In sedaj odprite oči. Sem prepričan, da ste vsi začutili razliko. In sedaj, zakaj gre tukaj? Torej, kot sem že prej omenil, vsaka naša izkušnja, naj bo to izkušnja direktno, torej, da smo nekaj fizično doživljali ali v odnosih, ali pa kadar gremo v spominu v določeno izkušnjo za nazaj, ali si jo pa samo namislimo. Nekdo si lahko namisli, da se mu bo zgodila nesreča, da bo zbolel in tako naprej in je že v teh energijah. Torej, vsaka izkušnja je memorirana v našem telesu, v naši podzavesti, zaradi tega jo tako tudi doživljamo. Torej, raven te energije je v prvi vrsti odvisno, s tem bomo začeli, pozneje vam bom razložil še druge zadeve, ki definirajo našo energijo. Torej, raven te energije vpliva na naše zdravje, vpliva na naše odnose, na naše počutje nasploh in na našo uspešnost. Na primer, sedaj je v toku Evropsko rokometno prvenstvo in od ravni energije, ki jo mi lahko merimo, torej mi, ki smo izurjeni v tem, tudi v šoli za bioterapevte se o tem učimo, kako direktno izmeriti tovrstno energijo od 1 do 10. In recimo, ekipa, ki vodi, ki jim dobro gre, ker so v zaletu, pridobivajo točke kar eno za drugim, ta ekipa ima običajno raven energije od 1 do 10, 8, včasih tudi 10. Ekipa, ki tisti trenutek izgublja, ki slabše gre, ima običajno 4.
Tako da bi se dalo tisti, ki so izurjeni, brez da vidi napisan rezultat, bi lahko samo po energiji ekipe ali pa posameznikov videl, kako jim gre. Zdaj pa malo mogoče uvodoma, da poskušam na zelo enostaven način razložiti, kaj sploh energija je. Torej, tukaj ločimo to energijo v telesu, kemično energijo, torej tisto, ki jo pridobimo z vnašanjem hrane in pijače, torej to je v resnici sončna energija, torej sonce to energijo v rastlinah pretvarja v sladkor, beljakovine, hidrate nasploh, encime, vitamine in tako naprej. Potem pa se ta energija pretvarja še naprej na drugo stopnjo, torej na tiste živali, ki pa jedo te rastline, in to je spet gre za sončno energijo, ki jo vzamemo iz rastlin in jo pretvarjamo. To je naslednja stopnja. Potem še naslednja stopnja je, ker je sončna energija že precej, bi rekel, spremenjena, vibracije so že nizke, torej pri tistih živalih, ki jejo druge živali. Torej ta energija je ponavadi zelo nizkih vibracij, za nas zelo neprijetna, tako da celo nekatere živali ne jejo živali, ki jejo druge živali. In seveda potem tista zadnja stopnja pretvorbe sončne energije, ki jo zaužijemo mi ali živali, torej gre za uživanje tistih energij oziroma tiste hrane, ki je že dalj časa stala, ker je to truplo se že razpada, ker je to fermentiralo kot klobase, salame in tako naprej. To je najnižja stopnja teh energij in te energije pravzaprav nam znižujejo energijsko raven, razen če nismo nek predator, če nismo, torej hijena, na primer, je sposobna to energijo zelo dobro pretvarjati. Druge živali, torej tudi predatorji, pa imajo rajši žive živali oziroma živali, ki so neposredno umrle, zato ker dobijo več te življenjske energije tudi od živali. Hrana ima zraven tega, teh sestavin, ki jih na splošno, torej mi posplošujemo pa rečemo, hrana mora vsebovati ogljikove hidrate, beljakovine, encime, vitamine, beljakovine in vse to. Torej hrana ima tudi v sebi, torej tudi energije, ki so značilne za to prehrano. Od čega? S tem se največ ukvarja tradicionalna indijska medicina oziroma ajurveda, ki nas uči, da je hrana vsebuje tiste energije, ki so najprej v to hrano prišle iz zemlje, ko gojimo to zelenjavo, na primer, če gre za rastline. In torej tovrstna energija je odvisna od tega, odvisna je zelo od tistega, ki goji, torej če se zadržimo na zelenjavi, torej od osebnega odnosa nekoga, ki se ukvarja s to zelenjavo. Torej, če to, pa bom zelo posplošil, če to zelenjavo goji nekdo, ki je slabe volje, ki je boln, ki je užaljen, jezen, poln obsojanja, potem bo ta zelenjava vsebovala to vrstno energijo. Če nekdo to zelenjavo goji z ljubeznijo, torej rad to počne, če recimo se z njo posebej pogovarja, torej tudi zelenjava ima zavest, tako kot človek, seveda na drugi stopnji, danes se nimamo o tem časa pogovarjati, in torej ta zelenjava nas razume, to najboljše preverite, torej recimo, ko tisti, ki imate rože na balkonu ali kjerkoli, torej kadar se z rožami pogovarjate, imate pravi odnos do njih, takrat rože boljše rastejo. To skoraj vsak ve, čeprav se posebej s tem ne ukvarjamo. Tako na primer tudi, recimo, ko govorimo o hrani, govorimo tudi o pijači. Seveda, kadar govorimo o recimo Coca-Coli, Pepsi-Coli in teh sladkih pijačah, takrat ne moremo govoriti, da razen sladkorjev in škodljivih snovi vnašamo karkoli koristnega. Če recimo
pa pogledamo recimo vino, torej vino je nam na kožo pisano, ne, Slovenci pravzaprav, to je del naše kulture, ne, mimo tega ne moremo, rodimo se s tem, umremo s tem in torej od kulture seveda pitja vina je odvisno tudi, a bomo to zlorabili ali ne bomo zlorabili. Vendar, na primer, steklenica vina od nekega proizvajalca, pa jih zdaj ne bom omenjal, ker imajo zelo kvalitetno vino, predvsem gre tu za črna vina. Zakaj črna vina vsebujejo več teh energij, informacij? Zaradi tega, ker vsebujejo železo, ki jim da tudi barvo, in takšno vino vsebuje vse informacije, tako od zemlje, na kateri je grozdje raslo, tako od tistega, ki prideluje to vino. In recimo mi, ki smo izurjeni na tem področju, lahko ko vzamemo steklenico dobrega vina, torej ne tisto industrijsko po 2 evra, ampak kvalitetno vino, rdeče, lahko vidimo, torej lastnik se odraža v tem vinu, torej njegovo zdravje, njegovi odnosi, torej znotraj družine, odnosi v družbi in na splošno. Torej, zaradi tega tovrstna vina na policah, torej hipermarketov potegnejo energijsko predvsem tiste, ki so odprti za energije. Torej, toliko samo o tem, da vidite, koliko je to pomembno, torej pri hrani in pri pijači, naš osebni odnos do tega in v kakšnem stanju smo mi. Še tako dobro, kvalitetno bio prehrano, mogoče tudi Demeter kvalitete, to je najvišja kvaliteta pri hrani, torej mi lahko, če smo slabe volje, če smo jezni, užaljeni, obsojamo, zapackamo do te mere, da je bolj škodljiva kot pa neka druga zelenjava, ki jo kupimo recimo v hipermarketu, pa je prišla iz Milana ali pa iz Španije. Pri tovrstni energiji, torej to nam da kemično energijo, ki se potem pretvarja v celica s pomočjo kisika. V resnici celice dihajo, ne pljuča, pljuča samo pomagajo pri dihanju, celice dihajo in ta sladkor, ki prihaja kot energija, že pretvorjeno torej v sladkor, v naše celice, ga potem uporabljamo. Ampak ne bi se zdaj na tem veliko zadrževal. Nas bolj zanima v tem kontekstu tega predavanja torej tista druga energija, ki pogosto rečemo bioenergija, či. Tu je seveda precej zmote. Pa bom začel tako, torej nekje mora biti izvor te energije, torej izvor mora biti. Zdaj, nekdo, ki je veren, bo rekel, da je izvor Bog ali božansko, nekdo bo rekel, da je to absolutno, nekdo bo rekel, da je to čista zavest, gre za povsem, ali pa akaša tudi, za povsem enako zadevo, samo odvisno od tega, kako smo mi naravnani, bodisi da smo, ne vem, verniki, gnostiki in tako naprej. Torej, ta energija je podlaga vsega, torej vse, kar je na zemlji, vse mora priti od nekod. In ta energija se potem, torej iz zelo visokih vibracij se potem zgošča navzdol torej na različne ravni, vendar nas zdaj zanima tisto, kar pride na zemljo, torej pride na zemljo najprej tiste energije, ki jih fizika, torej newtonovska fizika definira, meri, razlaga in tako naprej. To so recimo slaba in močna nuklearna sila, to je sila teže, elektromagnetna energija in na koncu bioenergija. Bioenergija pomeni, da je energija v živem telesu. Ta bioenergija pa je v glavnem sestavljena iz elektromagnetne energije. Elektroenergija je tista komponenta, ki je aktivna, ki je moški princip, ki gre v akcijo, torej ki je v gibanju, in seveda magnetna energija, tista, ki drži skupaj, tista, ki podpira, ženski princip. Tam je moški princip, tukaj je ženski princip, ne. Torej vse na zemlji, kar obstaja, je torej v polarnem svetu, vse mora imeti svoj ta princip dualnosti, mora biti plus in minus, mora biti ženska in moška, mora biti yin in yang, mora biti zgoraj, spodaj, svetlo, temno, vroče, mrzlo. Brez tega ni materialnega življenja. In sedaj ta bioenergija, torej kadar gre, mimogrede, či ni isto kot bioenergija, za tiste, ki morda
preveč posplošujejo, ne. Namreč v Sloveniji smo znani po tem, da imamo to, sveto preproščino, ne. Sveta preproščina pomeni, da takrat, ko laik razlaga stroko. In mi smo vsi dobri, vsi smo dobri vozniki, znamo vse o tem, mi smo vsi dobri v športu, vse vemo o tem, o politikih vemo vse in tako naprej, vendar to je posploševanje, to je sveta preproščina. V resnici gre za globlje razumevanje, za, torej nečesa, pojava, odnosov, karkoli, ne. In zaradi tega se moramo včasih izražati bolj natančno, ne. In sedaj, od kod pravzaprav ta energija, kje jo dobimo v štartu? Mimogrede, mi smo vedno povezani s tem absolutnim, ker drugače ne bi bili živi, torej z izvorom vsega, kakorkoli si kdo to, predstavlja, vendar, je ta pretok energije, ki prihaja od zgoraj, lahko bi rekli tudi od znotraj, lahko od vsepovsod, ne. Namreč tisti, ki verjamejo v nekega boga ali božansko, ki je nekje na nebu in, upravlja z vsem, tisti bojo rekli, da ta energija prihaja od zgoraj. Tisti, ki pa recimo so panteisti pa pravijo, Bog je v vsemu, karkoli dvigneš kamen, je Bog, v vsaki zadevi, v vsaki rastlini, v vsaki osebi, v živali, v vsaki ideji, povsod je božansko, to je pa panteizem. Mimogrede, upam, da ne bo kdo užaljen, torej Jezus je bil panteist, Jezus je učil, da je Bog v vsemu in da ga ni potrebno iskati, ker je on že tukaj, samo ga moramo odkriti v sebi, okrog sebe, razumeti v vsakem pojavu. Začetek te energije, normalno, da je začetek v trenutku spočetja. Torej, v trenutku spočetja od stanja očeta in mame, torej stanje pomeni, v kakem odnosu sta, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, ali je bil, namen spočetja otroka, ali se je otrok zgodil slučajno, ko so bili vsi pijani, pa ni nobeden vedel, kaj počnemo. Skratka, to je štartna osnova energije, s katerimi mi vstopamo v življenje, in te energije je približno 25% od vse energije, ki jo imamo. Torej, te energiji v kitajski medicini pravijo prenatalna energija. To je ta energija, s katero smo prišli na svet. Pozneje, seveda, nekateri so že v štartu hendikepirani, ker njihovi starši niso bili v dobrem stanju, ker morda niso bili zaželeni kot otroci, nekateri pa pridejo z zelo visoko ravnjo energije in jim je vse v življenju lažje, torej imajo močan motor, veliko energije, kjer lahko funkcionirajo. Potem naslednjih 25%, torej če prenatalna energija 25%, naslednjih 5%, ta je v ledvicah shranjena. Potem vidite, kako mali organ pa ima 25% energije shranjeno. Ledvica ima, mimogrede, v ledvicah je tudi naša rezervna energija. Torej, ko se recimo prehladimo, zbolimo, imunski sistem potrebuje več energije, potem vzame tudi iz ledvic rezervo. Če se preveč izčrpamo fizično ali pa umsko, potem potrebujemo več energije iz ledvic. Mimogrede, seks obremenjuje torej zelo ledvično energijo, predvsem pri moških, ki seksajo, o tem bom malo pozneje povedal, ki seksajo na klasičen način, torej pride do izliva, se vrže energija skozi okno in potem se mora obnavljati. In tisti, ki to počnejo preveč pogosto, potem se izčrpavajo. Zdaj, po sami naravi, večina moških to ne bi počela preveč pogosto, ampak je problem stimulacija od zunaj, torej, ker nas vse in mediji in reklame in vse in pornofilmi stimulirajo moške, da dajo od sebe več, kot so sposobni dati, pa še tu so še viagre in tako naprej, torej cel kup zadeve, ki stimulirajo moške, da dajo več od sebe. Včasih pa tudi partnerica, s katero so v zelo dobrem odnosu in je polna naboja, polna energije, potem stimulirajo moškega, da se izčrpajo preveč. In seveda,
vsa ostala energija, torej celotno ostalo telo, torej potem shranjuje 50% energije. Torej, to je ta energija, ki jo mi imamo na voljo. Kot sem že prej omenil, torej več energije pomeni boljše počutje, več energije pomeni boljše zdravstveno stanje oziroma ravnovesje. Torej, če smo v ravnovesju, smo v boljšem zdravstvenem stanju, če smo razsuti v neravnovesju, potem torej nismo celoviti, zaradi tega tudi nekateri uporabljajo torej za proces zdravljenja ali pa samo zdravljenja celjenje, ne? Torej postavljanje ravnovesje znotraj telesa, torej zaradi tega potem imamo boljše zdravje oziroma je to podlaga, ravnovesje in veliko energije je podlaga za proces, da se sproži proces samozdravljenja. Namreč jaz trdim, da nihče ne zdravi, niti zdravnik, čeprav si oni to pripisujejo, niti terapevt kakršnekoli metode, zaradi tega, ker vedno brez izjeme gre za proces samozdravljenja. Zdravnik pripomore s tem, z diagnostiko, z zdravili in vse tisto, kar je medicini na voljo. Mi, terapevti, pa pomagamo s tem, da pomagamo razumeti vzroke, zakaj je prišlo do tega, da vodimo ljudi skozi procese, jim svetujemo in jih energijsko podpremo v teh procesih. Vendar se vedno zgodi proces samozdravljenja. Zaradi tega ni nobene potrebe, da si kdorkoli jemlje zasluge za to, jaz zdravim to bolezen ali pa to bolezen, ker gre vedno za samozdravljenje. Koliko pa je kdo prispeval k temu, od terapevtov, zdravnikov, je pa nepomembno na koncu koncev, zaradi tega, ker je vsak pomemben, ne? To je tako, jaz včasih se poslužujem kakih takih alegorij ali pa metafor, kot je na primer voznik Formule 1. Torej, človek, ki je v težavah, ki ima premalo energije, ki potrebuje pomoč, on je kot voznik Formule 1. Vsi drugi, terapevti, zdravniki, psihiatri, ne vem, kdo še vse se lahko vključi, pa smo tisti, ki menjamo gume, ki natankamo gorivo, ki naštelamo motor in tako naprej in poskrbimo, da to steče pravočasno. Kdorkoli od nas, ki smo v podpori, ne odreagira tako, ne opravi svojega dela tako, kot bi ga moral opraviti, je torej rezultat slabši tega športnika, tega voznika Formule 1. Vendar ne smemo nikoli pozabiti, da je bolni voznik Formule 1 in da mi moramo, da ne smemo voziti, ne smemo in ne moremo voziti na mestu njega, ne? Se vrnemo nazaj, torej več energije pomeni tudi, kot sem prej omenil, boljše športne rezultate, ne? Torej več, kot ima nekdo energije, boljši športni rezultat bo imel, torej temu lahko rečejo tudi trenutna dnevna forma ali pa kakorkoli. Torej, in ta energija se pri športnikih, ampak tudi pri vseh drugih ljudi da izmeriti. Potem, torej, naši odnosi so boljši. Torej, če imam veliko energije, visoko raven energije, visoke vibracije, recimo na lestvici od 1 do 8, na 6, 8, 10, potem oddajam v okolje veliko energije. Če oddajam veliko energije, sem prijeten za okolje, se ljudje želijo z mano pogovarjati, družiti, torej se dobesedno na nek način kopajo v tej energiji, ki jo oddajamo. V nasprotnem primeru, nekdo, ki je jezen, nekdo, ki hoče imeti prav, nekdo, ki pogojuje svoje delovanje v partnerskem odnosu, nekdo, ki je ves čas jezen, užaljen, obsoja, ta je zelo neprijeten za okolje, čeprav se morda sam ne zaveda povsem tega, torej oddaja v okolje zelo zoprne energije, ki kvarijo odnose, in ljudje dobesedno bežijo od njega. V šali rečem, če imate takšnega šefa, potem imate po vsej verjetnosti slabo karmo. Torej, iz nekega razloga smo prišli v to, potem pa se moramo iz tega izkopati ven, ne? In seveda več energije, kot sem že prej omenil, sproži proces samozdravljenja, se telo že samo obnavlja, samo po sebi, ne? V resnici narava je poskrbela, da tisti, ki živijo na naraven način, imajo mehanizme, imajo programe, mi smo tako ustvarjeni, da imamo tako kot živali prosto živeče, da smo ustvarjeni tako, da se vsaj pri večini proces samozdravljenja sproži
in ni potrebno posegati, ne. Torej, ampak seveda naš slog, življenjski slog, naš način delovanja, naše pehanje za več in še več, včasih tudi kadar nekdo je v takšni situaciji, da ne more preživeti, da ne more plačati račune ali pa da ni dovolj hrane zaradi suše v Afriki in tako naprej. Torej, ti ljudje pa zelo težko, torej zadovoljijo dovolj energije in potem se krha vse skupaj, ne. Tovrstno energijo, kako jo pridobivamo, torej tista, ki prihaja od zgoraj ali pa od znotraj ali pa od vsepovsod, kot sem omenil, torej kako pridobiti to energijo, bom pozneje povedal nekaj več. Zdaj pa morda eno zelo zanimivo zadevo, o kateri se na splošno zelo malo govori, tudi v ezoteričnih krogih. Namreč, mi imamo določeno količino energije, med nami se ta energija razlikuje, torej se razlikuje in jo ima vsak določeno količino, pa recimo, da ima vsak kadar je v idealnem stanju, ima 100% to energijo. Torej, in to 100% energijo mi v toku dneva porabimo, smo podobno kot mobitel, ki ima baterijo in to baterijo izpraznimo v toku dneva in ponoči priključimo mobitel in se napolni. Zdaj pa, dokler smo koliko toliko v ravnovesju, smo sposobni polniti to baterijo čez noč. Torej, ne gremo v deficit, torej tisto, kar porabim v toku dneva, potem ko spim, se obnovim in zjutraj začnem znova. Ljudje smo sposobni neverjetnih prilagajanj, neverjetnih adaptacij na vse okoliščine. Nekateri ljudje so lahko v neke vrste ravnovesju, kljub temu, da so nezadovoljni s službo, da so nezadovoljni s partnerskim odnosom, kljub temu, da težko plačujejo račune, kljub temu, da imajo bolezni, pa ne vem, cel kup zdravil, se prilagodijo in živijo v neke vrste ravnovesju. In funkcionirajo, torej ni to neka visoka raven, vendar je ravnovesje. In tudi oni so se lahko s pomočjo, torej od zdravil, pa ne vem kakih še posegov, pa nekih poživil in tako naprej, se obnavljajo vseeno. Zdaj pa, za vsako spremembo, torej sprememba je lahko nekaj novega se učimo, sprememba je lahko gremo v drugo okolje živeti, sprememba je lahko, da zamenjamo službo. Recimo, za mene je zelo močna sprememba in velik izziv, ko zamenjam mobitel, torej nekaj časa mi ta mobitel kar skače po glavi, tudi to je sprememba. Torej, za vsako spremembo potrebujemo dodatno energijo, da bi lahko dodatno, glede na tisto, ki jo običajno imamo, uporabljamo. Torej, tisto nam ni več dovolj, tista energija, rabimo dodatno energijo, da bi lahko naredili spremembe. Brez dodatne energije imamo lahko še tako dobro tehniko, s katerim bomo nekaj spremenili. Imamo še tako dobro vedenje o tem, kako to funkcionira, vendar, če nimaš goriva, imaš lahko močan avto, pa ne boš nikamor prišel, ne? Zdaj pa, gremo pogledati malo, kje mi zgubljamo veliko energije, tam so tudi rezerve za to, da dobimo dodatno energijo. Prvo, recimo, življenjski slog. Torej, nekdo živi na takšen način, da cel dan se goni non-stop za vse mora biti opravljeno, dajmo narediti še nekaj za jutri, da danes ne bo potrebno, mimogrede, dalmatinski rek je tak zelo moder, ki pravi: tisto, kar lahko pustiš za jutri, ne naredi danes, ker jutri morda ne bo potrebno. In ta rek nam lahko včasih pomaga, da se osvobodimo dodatnih aktivnosti, da se ne izčrpavamo preveč. To je predvsem značilno za zelo uspešne ljudi, ker ko jim enkrat gre, potem vlagajo še več in še več, in še več delajo, še več bi zaslužili, še bolj uspešni bi bili in se trošijo po nepotrebnem. Potem imamo torej energijo, da izgubljamo tudi v vseh nedokončanih zadevah. Pa bom zdaj vzel primer samo. Nekdo
je dokončal faks, ni opravil diplomske naloge, ni dokončal in v to diplomsko nalogo je vložil del energije, ki jo nima na voljo vsakodnevno. Zaradi tega je taka zadevo potrebno ali dokončati ali pa dati od akta, torej tega ne bom opravil in takrat se nam vrne del energije. To je že ena velika rezerva energije, ampak tako imamo mi veliko stvari, ki jih začnemo in jih ne dokončamo. Povsod tam je vložena energija. Vložena je energija tudi v vseh odnosih, ki jih nismo dokončali, ne. Zdaj o tem ne morem veliko govoriti, nimam časa, ampak odnos, ki smo ga v pretekli imeli in ga nismo dokončali, nismo pravilno dokončali, torej bodisi da gre za materialne zadeve, ki smo jih morali torej razrešiti, bodisi da gre za čustvene zadeve, za otroke, karkoli, tudi tam nam je veliko energije ujeto. Potem vse nepotrebne aktivnosti, ki jih počnemo, torej mi velikokrat počnemo nepotrebno samo zato, da bi nekaj dokazovali, samo zato, da bi se mogoče pohvalili, kot na primer, bom dal primer, jaz sem mojster tega, da ne počnem stvari po nepotrebnem. Torej, če je poleti potrebno pred hišo kositi travo vsakih 7 dni, jo jaz kosim vsakih 10 dni, da potem prihranim nekaj. Torej, soseda pa kosi vsakih 4 dni in potem imajo ljudje, ki pridejo na voljo, da gledajo njeno zelo kratko travo in mojo malo višjo. Meni se bolj dopade, pa še manj je treba vlagati v to. In tako imamo veliko takih nepotrebnih zadev, pravzaprav tudi nepotrebno učenje. Torej, vsako učenje, vsa predavanja, ki jih poslušate, vse knjige, ki jih berete, kjer vam ne ponujajo praktično, kako to uporabiti, kaj narediti s tem, so za vas breme. Namreč podzavest si nabere veliko tega znanja, teoretičnega, in to je za možgane veliko breme in lahko se zgodi, da bomo v starosti imeli težave z različnimi bolezni, ki so povezani z možgani, ker smo se preveč tega naučili. Smo v resnici tisti, ki se preveč teorije naučijo, so kot osli, ki nosijo tovor knjig, pa ne vejo, kaj bi s temi knjigami naredili. Zaradi tega poskušajte sprejemati znanje, nasvete od tistih ljudi, ki vam povejo praktično, kako narediti. Tukaj, kje še izgubljamo veliko energije, kadar imamo v podzavesti, torej podzavest je nekaj, kar je recimo 90% nas, ker obstajajo programi kot neke vrste aplikacije, ki izvajajo vse aktivnosti, od prebavnega sistema, bitja srca, do tega, kako se odzivamo na okoliščine. Torej, ti programi nas lahko obremenjujejo, ker nas lahko vodijo v odvisnosti od tega, kako se moramo odzivati, kako se prehranjujemo, kaj zaužijemo in tako naprej. Izguba energije je lahko tudi v načinu prehranjevanja. Torej, če se prehranjujemo samo tako, da je pomembno, da dobimo neke snovi v sebi, torej recimo kakšna hitra prehrana, v tej prehrani je izguba energije. Zaradi tega, ker organizem potrebuje dodatno energijo, da to prebavi, in potem, ker nima uporabne vrednosti ta hrana, zadovoljili smo lakoto, ta hrana se je potem skladiščila nekje v telesu. In seveda ena posebna kategorija ljudi, ki izgubljajo energijo, to so tako imenovani ET, extraterrestrials, ali ljudje nezemljani, ne. Moram ob tej priložnosti pokazati, torej zadnja knjiga, torej Nisem s tega planeta, se s to tematiko posebej ukvarjam. Pri ljudeh, ki niso zemljani, torej niso dovolj prizemljeni. Če nisi dovolj prizemljen, nimaš dovolj energije, ti primanjkuje energije, če nimaš dovolj energije, recimo nezemljani imajo težave z imunskim sistemom, ker niso prizemljeni, niso povezani z zemljo. In na splošno to je ena zelo obširna problematika pri nezemljanih, samo omenil sem jo, ne.
Zdaj pa mogoče, torej, kdo se pravzaprav s tem ukvarja, kako si pridobiti energijo, kako razrešiti tiste stvari, ki nas obremenjujejo, ki nam jemljejo energijo. Seveda, prvo se poraja pri večini ljudi, da je to psihologija, ki nam pomaga, da spremenimo slog življenja, da se drugače naravnamo, da drugače funkcionira. Vendar psihologija ima eno veliko težavo. Namreč psihologija ima težavo, da se ne ukvarja z psiho, z dušo. Duša je psiha, psihologija pogosto enači dušo in osebnost. Torej, osebnost je nekaj, kar imamo, razvijamo postopoma skozi vzgojo in izkušnje v tem življenju, duša pa je nekaj, kar je večno, kar je del neskončne zavesti in se kot individualna zavest torej uteleša in doživlja izkušnje v umu in telesu na zemlji. Zaradi tega in potem, če se ukvarjaš z dušo, se moraš ukvarjati tudi z energijami, se moraš ukvarjati tudi s prejšnjimi življenji, se moraš ukvarjati tudi z izkušnjami naših prednikov, seveda z bivanjem v maternici in tako naprej. Tukaj psihologija tega ne doseže, zaradi tega je lahko včasih hendikepirana oziroma tvega, da ne bodo mogli razrešiti naših težav. Seveda, s tem se ukvarja pa potem transpersonalna psihologija od Stanislava Grofa, ki pa gre v globino, ki vse to, kar sem zdaj omenil, tudi nekatere vzhodnjaške globinske psihologije, tudi karmična diagnostika, na kateri temelji moje delo in torej moja predavanja v šoli za bioterapevte. In zdaj še na kratko o tem, kako si pridobimo dodatno energijo. Torej, da bomo bolj zdravi, da bomo bolj imeli kvalitetne odnose, da bomo bolj kreativni, da bomo imeli boljše zamisli, bomo boljše spali, torej cel kup, torej bili tudi boljši športniki, torej cel kup tega je, kjer lahko pridobimo energijo. Prej sem govoril o tistem, kar nas obremenjuje, nam dodatno jemlje energije. Torej, osvobodimo se dodatnih aktivnosti, torej tistega, kar ne potrebujemo, kljub temu, da morda ne bo posoda pometa, kljub temu, da ne bo morda pokošeno prav danes, kot smo si zamislili, kljub temu, da morda bomo imeli slabo vest, ker je toliko za postoriti, mi pa ležimo na kavču pa gledamo tekmo. Torej, to mora vsak sam pri sebi razmisliti, napisati morda, obkrožiti, kaj je tisto, brez česa pa lahko. Potem, kje dobimo še dodatno energijo? Da ustvarimo ravnovesje, delo, počitek. Torej, da sami najdemo, vendar tega nam ne more strokovnjak povedati, to moramo sami začutiti, koliko še lahko delamo, da se naslednje jutro zbudimo spočiti, da so baterije polne in da lahko začnemo torej normalen dan. Če ti zjutraj moraš narediti veliko tega, da se sploh postaviš, da zafunkcioniraš, ne vem, nekateri potrebujejo 2 kave, nekateri potrebujejo cigareto, nekateri potrebujejo še kakšnega kratkega spiti ali pa kakšno drugo poživilo, da lahko začnejo dan. Potem, kje še pridobimo energijo? Zdaj še vedno nismo na tistih tehnikah, s katerimi mi pridobivamo dodatno energijo. Tako, da razmišljamo o hrani, ki jo jemo, torej, kaj je prava prehrana, torej, kljub temu, da jaz že 32 let nisem poskusil mesa, vendar imam urejeno prehrano v skladu s mojimi potrebami, tudi fizično sem zelo aktiven, zelo veliko delam, in imam urejeno prehrano, torej prehrana ni mesna ali pa vegetarijanska ali pa veganska prehrana, je tista, ki ustreza mojim potrebam, ki zadovolji vse potrebe po beljakovinah, ogljikovih hidratih, vitaminih in tako naprej, vse, in tista, ki me preveč ne obremenjuje, torej v smislu tudi recimo, pa bom samo omenil samo en segment problema pri hrani. Recimo, sladkor je zelo problematičen, o tem se premalo govori, da je sladkor, od sladkorja smo odvisni in sladkor zelo
torej prizadene naše telo, če ga ne skurimo. Torej, ne govorimo sedaj o športnikih, o otrocih in o fizičnih delavcih. Ti lahko marsikaj pojejo več, torej marsikdaj več sladkorja, več ogljikovih hidratov, ker to skurijo. Ampak za nas, bi rekel, običajne ljudi, ki hodimo v službo in ki nismo bog ve kaj aktivni fizično, tudi umsko seveda, ker tudi možgani trošijo sladkor, je recimo zelo velik problem recimo pri moških, predvsem srednjih let in naprej, kadar jedo preveč sladkarij. Torej, vsak sladkor, ki pride v kri, potrebuje inzulin. Inzulin je tisti, ki distribuira iz krvi sladkor do celic. In seveda, več sladkorja, več inzulina. Zdaj pa, tu je pa ena zanka, o tem vam sicer ne morem na dolgo govoriti, ampak samo na kratko. Problem je v tem, da veliko inzulina pri moškemu pomaga pretvarjati testosteron, moški spolni hormon, v estrogen, ženski spolni hormon. In tako počasi moški, ki jejo veliko sladkorja, ki so tudi čustveno zapackani, ki so dobesedno leni, da bi karkoli naredili, te moški počasi iz strica postajajo tete, torej manj testosterona, več estrogena, dobivajo značilnosti, torej ženskega telesa, torej večje prsi, ritka se lepo razširi, da je zelo široka, trebuh zraste in tako naprej. Torej, testosteron je zelo pomemben pri nas, vendar, torej sicer z leti upada, vendar se ga lahko vzdržuje zelo dolgo. Pomemben je testosteron pri ženskah in pri moških, ampak pri moških je veliko bolj pomemben. Namreč dovolj visoka raven testosterona ščiti naše moško telo pred boleznimi, dovolj visoka raven testosterona zagotavlja mišično moč in mišično maso, da ne upada, dovolj visoka raven testosterona omogoča torej tudi spolno moč, torej spolno aktivnost. Taki moški so potem, imajo uporabno vrednost, drugače ga imate samo za doma, samo za to, da ga gledate. In seveda še ena druga zadeva je, namreč mnogi moški, ženske se v današnjem času pritožujejo, da moški ne delujejo kot dedci pravi. Torej, da niso odločni, da ne sprejemajo odgovornost, da se ne držijo obljub in tako naprej. Torej, takšni moški običajno niso krivi sami zaradi tega, ampak zato, ker imajo nizko raven testosterona. Torej, nimajo tega naboja več v sebi, se ne borijo za nekaj, ampak kar pustijo, naj gre vse. Mimogrede, recimo, to lahko vidimo tudi v živalskem svetu. Torej, če pogledamo jelene, torej jelen, ki ima več testosterona, ima močnejše telo, torej, da se bo lahko izboril za samico in ima močnejše rogove, da bo lahko zmagal. Torej, to vidimo že na zunaj. Zatega tu je tudi ideja, verjetno ste slišali o tem, da so rogove, torej tako nosorogov kot torej jelenov, pogosto uporabljali kot afrodiziak za izboljšanje spolne moči, kot neka vrsta Viagra, ki je bila nekoč. Zdaj pa še malo heca, heca, ki pa v resnici ni. Jelen, ki ima več testosterona, več moškega spolnega hormona, ima močnejše, večje rogovje in zmaguje. Moški, ki pa mu primanjkuje testosterona, ima pa večje rogove. Ampak tega ne čisto zares vzeti, da ne bo kdo opazoval, če lahko nekdo klobuk nosi ali ne. Na tem področju, torej kako pridobimo energije, smo zdaj nekako izčrpali vse to skupaj. No ja, mogoče še izboljšajmo odnose. Namreč slabi odnosi so predvsem, se ustvarjajo zaradi tega, zaradi podzavestnih vzorcev odvisnosti, spet o tem si lahko pogledate na YouTube, imate mojih veliko predavanj, v mojih knjigah. Torej, odnose si največkrat pokvarimo zaradi tega, ker vztrajamo na temo jaz imam prav in se ne motim. In kadar vztrajamo na temo jaz imam prav in se ne motim, takrat poslabšujemo odnose, izgubljamo energije. Torej, vsak slab odnos
je izguba energije. Vsak dober, izboljšan odnos je prihranek energije, oziroma dobimo energije, oziroma združujemo energije. To so vsi odnosi, tako partnerski, kot z otroki, kot v službi, v družbi, kjerkoli. Torej, vedno izboljšati odnose pomeni, ampak to pomeni tudi, da se moramo zelo spremeniti, torej, da bi izboljšali odnose. Včasih je potrebno stopiti s piedestala in si priznati, da sem nekaj napačno naredil, pa ne rabimo se opravičevati, ampak rečemo, žal mi je. Kadar se opravičujem, to pomeni, kriv sem. Kadar rečem, žal mi je, ja, sem prispeval k temu, kar je nastalo in mi je žal, in gremo se vprašati, kako bomo to odpravili. Zdaj pa še malo časa nam je ostalo, zdaj pa še nekatere tehnike, ki pa dodatno izboljšajo energijo in ustvarjajo, bi rekel, neko dodano vrednost, da postajamo dobesedno nadljudje, torej nad običajnimi ljudje. Torej pa bom razložil 3 načine, kako si lahko pridobivamo dodatno energijo. Torej, eden sistem takšen je, recimo, religijski sistem. Torej, tisti, ki so verni, tisti, ki se povezujejo bodisi skozi različne obrede, zakramente, z molitvijo, in vse tisto, kar spada v vsako religijo, torej predvsem mislim tu na velike religijske sisteme, torej tisti, ki se držijo tega, tisti potem počasi prihajajo navzgor v to povezavo s to enostjo, s tem absolutnim. To je kot neke vrste, jaz temu rečem, axis mundi. Axis mundi je povezava zgoraj z absolutnom in prizemljenost preko našega telesa. Ta axis mundi, namreč v samem postopku axis mundi imate prav voden audio, video posnetke na mojem YouTube kanalu, na mojem Facebook kanalu, na spletni strani, v knjigah, v člankih, torej imate tam dovolj napisano, tako da ni potrebno, da bi se zdaj, tudi časa ni, da bi se s tem ukvarjal. Ampak, torej, axis mundi je spoj neba in zemlje, torej, ki nam daje ravnovesje in nam daje ta občutek, torej to čuječnost. Čuječnost pomeni, da sem tukaj in sedaj, pomeni, da sem pridobil na energiji, zato ker sem zbral vso mojo razpršeno energijo. In torej, tisti, ki se ukvarjajo, ki so verni, se povezujejo z božanskim, je to tudi neka vrste axis mundi. Tako zgoraj kot spodaj pridi v naše kraljestvo, da v tem ne razlagam več. Seveda, religijski sistemi imajo vsi v svoji osnovi zamisel religare, ponovna povezava, torej ponovna povezava z božanskim. Imajo zamisel, da mi skozi vse to, kar počnemo znotraj tega, torej to najboljše veste sami, znotraj religijskega sistema ustvarimo stik z božanskim in dobimo več energije. Vendar, v osnovi religijski sistem je zastavljen tako, vendar se religija poslužuje vere, torej, ker večina ljudi ne zmore imeti religijsko izkušnjo. Religijska izkušnja je, gnostična izkušnja je direktno spoznanje božanskega, vera pa pomeni, da verjamem v nekaj, kar mi obljubljajo, da se bo zgodilo, če se držim protokola, procesov, zakramentov ali pa karkoli, in s časoma, torej evolucijsko gledano v našem razvoju, s časoma, ko dobimo spoznanje božanskega, ne rabimo več biti verni, potem smo religiozni. Drugi takšen sistem je, torej, še to mogoče v religiji, lahko gre vsak posameznik po tej poti, seveda potrebuje vodstvo, potrebuje župnika, in to je v biti glavna značilnost velikih religijskih sistemov, da ti povejo, da sam ne moreš doseči te stopnje, da potrebuješ župnika, torej potrebuješ vmesni nekoga, ki je vmesni člen. Zdaj gremo pa na naslednji sistem, ki je ravno tako zelo učinkovit pri temu, kako da si pridobimo dodatno energijo, to je sistem joge. Joga pomeni podobno kot religija, religare, ponovna povezava. Joga je tudi povezava.
ali z božanskim v sebi, ali z božanskim nekje zgoraj, ne? Sama beseda joga. Joga ima svoje rituale, svoje protokole, svoje zakonitosti, se moramo držati načina, torej, ki ga vodi posamezni jogijski sistem. Namreč joga ni samo hatha joga, kot mi si to predstavljamo na zahodu. Jog je veliko, imate karma joga, pa torej joga delovanja, potem bhakti joga, joga služenje Bogu in tako naprej. Skratka, tudi v jogi posameznik ob ustreznem vodstvu doseže združitev z božanskim, torej maksimalno energijo prejme. In seveda, potem je še tretji sistem, ki je pa manj znan in je zelo, torej je priljubljen, vendar napačno razumljen. O tem prejšnjo knjigo sem napisal, torej Popolna združitev v tantričnem odnosu, je pa tantra. Tantra pa pravi drugače. Torej, jaz ne grem kot posameznik, ampak grema v paru in se prepustima temu božanskemu, kateremu težijo tako v religiji kot v jogi, in se dama, to je zelo zanimivo, ne, torej odnos, ta joga je stara približno 7000 let nazaj, se je ustvaril ta jogijski sistem, torej v tantri pa pravi, torej tantra je 7000 let stara, ne joga. Torej v tantri pa pravijo, dam se za orodje za to, da prenašam božansko, absolutno čisto zavest, kakorkoli to kdo razume, in skozi svoje telo v odnosu z nekom ustvarjam blaženost, ki jo širim v okolje. To je zelo pomembno. Seveda, pri tantri je velik problem to, da večina ljudi, da bi se ukvarjali s tantrično prakso, ne zadovolji vstopne pogoje. Namreč, ti si lahko veren ali pa se ukvarjaš z jogo, tudi če si v slabih odnosih, tudi če si užaljen, tudi če si jezen, tudi če si podrejaš partnerja, tudi če si nesramen do njega, pa se vseeno lahko ukvarjaš. V tantri je pa predpogoj, torej, da sva dva, ki sva v partnerskem odnosu. Partnerski odnos to ne pomeni, da sva oženjena, lahko pomeni tudi drugačne vrste odnos, da sva brezpogojna v tem, da sprejemamo eden drugega brezpogojno, da se spoštujemo, da ne pogojujemo nič, niti ne pogojujemo s tem, a si moj, a si od nekoga drugega, in da smo popolnoma odprta in da smo pripravljena samo ustvarjati blaženost, da bi jo širila navzven. To je smisel tantre, ne? Ampak tantrični odnos ni nujno, da je samo spolnost. Spolnost je lahko zelo mali del tantričnega odnosa. V tantričnem odnosu smo lahko tudi tako, da nimamo več spolnosti, da živiva kvalitetno, da se spoštujemo, da smo sočutna eden do drugega. Tantrični odnos je lahko tudi kvaliteten obrok, je lahko tudi izlet ali karkoli, ne? Ker se mnogi sprašujejo, ne zanima me spolnost, kako pa potem v tantrični. Tantrični odnos pomeni zlitje dveh oseb. In zdaj še ena zanimivost, tako v religijski sistemi kot v jogi ljudje lahko razvijajo svoj ego, ki je zelo močan in je potem lahko moteč, torej za okolje. V tantričnem odnosu pa se dva združujeta do te ravni, da pravzaprav izgine njihov ego in da sta samo v nekem takem fantastičnem zlitju in fantastičnem odnosu. Toliko zdaj z moje strani, mislim, da vam bo to malo koristilo. Dodatno si poglejte, tisti, ki ste vedeželjni, si dodatno poglejte tudi to, kar sem vam navedel, torej na YouTube posnetke, pa morda moje knjige, ne rabite jih celo kupiti, jih imate v knjižnicah, in seveda na Facebook profilu. Tako. Želim vam, da uspešno to integrirate v svoje življenje in da ima to uporabno vrednost za vas.